Dober dan vsem skupaj. Spoštovani gospod minister, spoštovana gosta iz Republike Hrvaške, kolegice in kolegi. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na posvetu, s katerim obeležujemo 50-letnico prvega potresa v Posočju. Obletnice so različne. Ta nas pa še posebej izrazito opozarja na nepredvidljivost in neukrotljivost narave njenih pojavov, tudi katastrof, kot je potres. V minulih desetletjih smo ob učenju na primerih, kot je Posoški, potresi pred njim, pa tudi mnogi po njem, tudi v širšem geografskem območju izgradili, in ta izraz uporabljam namenoma, zelo široko in poglobljeno znanje z tega področja. Še vedno pa ostaja ključni problem, možnost natančne določitve, kdaj in kje bo prišlo do novega potresa in kakšna bo njegova jakost, od česar je seveda odvisna tudi materialna škoda in pogosto žal tudi izguba človeških življenj. Če poskušamo napovedati prihodnost in se za hip premaknemo v eno sosednjih disciplin, teorijo izračunljivosti, bi ta verjetno rekla, da je omenjeni problem nerešljiv. Morda bo z novimi znanstvenimi spoznanji, tudi s pomočjo umetne inteligence, nekoč postal rešljiv, vendar še neobvladljiv, torej nerešljiv v realnem času. In ko bomo uspeli narediti kvantne algoritme, ki jih bodo reševali kvantni računalniki, bo ta problem morda postal tudi obvladljiv. Ampak danes, v tem trenutku, je pomembno predvsem to, da se zavedamo obsega in resnosti problematike in se na ta način pripravimo na potres, da ga, kot pravi naslov tega posveta, na nek način prehitimo. To pomeni, da povečamo potresno odpornost obstoječega stavbnega fonda in oblikujemo strategije, načrte in metode za ravnanje, ko se potres zgodi. Vse to seveda s ciljem omejitve in omilitve škode na celovit način. Našteto bo ena od rdečih niti današnjega posveta in iz programa ste gotovo razbrali, da nam bodo svoje misli na to temo podali številne govorke in govorci, ki so znotraj stroke in izven nje tako dobro prepoznani, da jih niti ni treba posebej predstavljati. Ima pa ta posvet še eno posebnost, na njem sodelujejo oziroma sodelujemo nekateri, ki se tega prvega potresa v Posočju spominjamo iz bolj ali manj rane mladosti. Med nami so pa tudi tisti, ki so po tem potresu in ob njem študijem njegovih značilnosti in učinkov, pa v nadaljevanju z oblikovanjem in vodenjem popotresne obnove, torej znanstveno-raziskovalnim in strokovno-tehničnim oziroma inženirskim delovanjem, postavili temelje za intenziven napredek stroke in za obogatitev znanja na tem področju. In to je nenazadnje vodilo tudi k razvoju in uporabi novih materialov, proizvodov in tehnologij, k usklajevanju rešitev in ukrepov z različnih področji pri širši prenovi stavb in na koncu seveda do oblikovanja tematske resolucije nacionalnega akcijskega načrta, ki sta pomembni temi današnjega posveta. Zdaj predajam mikrofon uvodnim govorcem, ki jih bom zaradi praktičnosti naštel vseh hkrati. To so štirje: akademik profesor dr. Peter Pfeiffer, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, profesor dr. Roko Žarnič, predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo, magister Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije in magister Gregor Ficko iz Gospodarske zbornice Slovenije. Profesor Pfeiffer, prva beseda je vaša. Drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da imam priliko tukaj nagovoriti ta spoštovani zbor v tem uvodnem delu in tej priliki se bi lepo zahvalil kolegu profesorju Roku Žarniču za prijazno povabilo. Torej, kot je bilo rečeno, tema tega posveta je prvič, da se spomnimo potresa
prvega v Posočju pred 50 leti in drugič, da skušamo malo poživiti, pospešiti delovanje pri realizaciji resolucije, ki naj bi vodila do zmanjšanja potresne nevarnosti in povečanja potresne odpornosti grajenega okolja. Torej, točno na današnji dan pred 50 leti se je zgodil močan potres, ki je bil epicenter imel v Italiji in tam je bila velika škoda in žrtev in prvemu potresu je sledilo kot običajno veliko število popotresov, med njimi je bil zelo močan 15. septembra. Torej, glavna škoda je bila v Italiji, seveda Posočje je bilo zelo prizadeto, Prigin je bil med najbolj prizadetimi kraji. Torej, ta potres je Italijane presenetil, popolnoma nepripravljene in potresnega inženirstva takrat v Italiji skoraj ni bilo. Temu ni bilo tako v Sloveniji in kolega Tomaževič bo v naslednjem predavanju povedal, kaj pravzaprav je slovensko gradbeništvo in potresno inženirstvo pomagalo tudi Italijanom. No, jaz bom v teh parih minutah, ki imam na razpolago, bom samo na kratko povzel razvoj potresnega inženirstva v Sloveniji, predvsem stališča zakonodaje, ker resolucija je pomembna v tem sklopu. Torej, po letu 1895, ko je bil velik pomemben potres v Ljubljani, naslednjo leto je izšel zakon, ki se imenoval stavbinski red, ki je urejal gradnjo stavb, zidane stavbe so bile takrat v glavnem na področju Slovenije. In vseboval je že neke zahteve, ki so pomagale k potresni odpornosti. Torej, predvsem je šlo za povezovanje zidov in za določila v zvezi z zidovi, razponi, dimenzije in take stvari. No, nekaj desetletij je še trajalo to zavedanje o potresu in leta 1931 je bil grajen ljubljanski nebotičnik, najvišja zgradba v tistem času na Balkanu, 9. po višini v Evropi. Uporabljen je bil armirano-betonski okvir, to je bila za tiste čase nova konstrukcija in, ker je zanimiva, potresna izolacija. Mogoče prva ali pa saj med prvimi na svetu. Nažalost je bilo izvedeno tako, da ta izolacija ni mogla delovati, namreč ni dilatacij z sosednjimi objekti in potem potresna izolacija ni mogla delovati. Ampak ideja je bila tukaj in zavedanje o potresni nevarnosti je bila tukaj. Potem seveda druga svetovna vojna in popotresna obnova in to je glavni glavobol. Objekti, ki so bili grajeni v tistem času, predstavljajo danes glavni problem pri naših prizadevanjih za potresno odpornost. Tukaj je en primer stolpnice, 13-etažne zidane stolpnice iz leta 1959, takih je še nekaj, 5 je točno takih kot ta, samo eno ali 2 etaži nižje in taka je situacija, ko so bile odstranjene fasadne plošče. Torej, nearmirano zidovje, 13 etaž. Torej, neodpornih stavb je še veliko, nimam seveda časa naštevati vse, bolnice, šole. To je en sistem, tako imenovan Novinškov sistem, Novinškova arhitektura, arhitektonsko doživela nagrade, lepa arhitektura, ampak konstrukcijsko zelo ranljivi objekti takih šol, grajenih v tem obdobju, 14 v Ljubljani in še veliko v ostalih krajih. Nekaj se dela na sanaciji, ampak to gre počasi in to se mi zdi, da predstavlja precejšnjo nevarnost. No, leta 1957 se je zgodil potres v Ilirski Bistrici in spet
so se malo oživili spomini in zavedanje na potresno nevarnost in naši predhodniki so uspeli pripraviti slovenski predpis, ki je šel leta 1963. Torej, v letu, ko se je zgodil skopski potres, ampak več kot en mesec pred skopskim potresom je ta predpis izšel. Potem se je zgodil potres julija 1963 v Skopju, takrat smo živeli v skupni državi Jugoslaviji in slovenski predpis je bil z manjšimi spremembami, večje spremembe so bile samo pri zidanih stavbah, je bil sprejet kot jugoslovanski predpis in to leto 1964 je neka prelomnica. Mislim, če naredimo neko grobo razdelitev, je tisto, ker je pred letom 64 ali pa rečemo 65, da se je to uveljavilo v praksi. Tisto grobo lahko rečemo, da je potresna odpornost sumljiva, za ostale je situacija boljša. No, potem so se stvari razvijale, seveda največ se zgodi po potresih. Potresi spomnijo na probleme in potres je bil v Črni Gori leta 1979 in leta 1981 je bil izdelan nov predpis in potem, ko se je Slovenija osamosvojila, smo seveda imeli idejo, da se priključimo evropskim standardom takoj in leta 1995 je bil v Sloveniji kot prvi v Evropi smo uveljavili evropski standard Eurocode 8, ampak še na nivoju predstandarda. In to je bilo zaradi tega, ker takrat se je začel avtocestni program in predpisov za inženirske objekte praktično ni bilo. Ker tisti predpisi bivši jugoslovanski niso obsegali inženirskih objektov. Tako da tudi na pobudo Darsa smo uveljavili evropski predstandard leta 1995. No, potem leta 2008 je bil v Sloveniji postal obvezen evropski standard Eurocode 8 in to so bili pol najsodobnejši predpisi in spet Slovenija je bila prva v Evropi, ki je dejansko, kjer so postali te evropski standardi, Eurocodi obvezni. No in zdaj smo v fazi, ko se sprejema nova generacija teh predpisov. Kot vidite, te intervali so precej dolgi, ta razvoj gre počasi. Nova generacija evropskega standarda Eurocode 8 je na evropskem merilu več ali manj končana. Zdaj je v fazi implementacija v Sloveniji, treba je narediti marsikaj. Prvi korak je slovenski nacionalni parametri in predvideno je, da bi ta novi Eurocode začel veljati kot obvezen leta 2028. Dal sem vprašanje, ker se bojim, da stvari ne tečejo tako, kot smo si predstavljali in upam, da bo to uveljavljeno do leta 2028, sigurno pa ni. No, še nekaj besed o enem zakonu, ki je po svoje povezan z resolucijo, saj vsebinsko, v katerem je pa malo manj znano. Namreč leta 1978 je bil sprejet zakon o seizmološki službi. Glavna dobrobit tega zakona je bil ustanovitev Seizmološkega zavoda Slovenije. Ta zavod je bil ustanovljen, ta zavod še danes deluje v drugi organizacijski obliki in ta zavod je naredil veliko dobrega za seizmologijo v Sloveniji in tudi posredno za potresno inženirstvo in danes bo tudi nekaj govora o vplivu seizmologije v zvezi z resolucijo. No in ta zakon je imel en zanimiv člen, zelo ambiciozen in verjetno malo nerealen, ampak ta zakon pravi tako, da
pristojni občinski upravni organ evidentira obstoječe pomembnejše gradbene objekte, stališča njihove seizmične varnosti, torej evidentira pomembne objekte. In potem drugič, če se ugotovi, da pomembnejši gradbeni objekt ne ustreza predpisani seizmični varnosti, se z odločbo odredi, da se objekt seizmično sanira v primerno določenem roku. In če se to ne izvrši v tem roku, se prepove uporaba objekta. Torej precej ambiciozno in precej zahtevno, ker o financah pa ni bilo seveda govora, ker je ta glavni problem. No in nažalost na tem delu se ni naredilo ničesar. Edina stvar, ki je bila narejena, je bila 8 let po